Pozdravljeni! Danes bi govorili o čuječnosti. Vsi vemo, da se težavam v življenju ne da izogniti. Je pa od našega odziva nanje odvisno, kakšen vpliv imajo na naše življenje. Zdaj, če se do njih vedemo bolj sproščeno, nimajo zelo veliko vpliva, drugače se nam pa lahko zelo hitro zgodi, da imamo občutek, da težave naše življenje zelo usmerjajo, kontrolirajo. Vemo, da vsi te dogodki, ki nam predstavljajo težave, izzovejo veliko različnih misli, čustev, pa telesnih občutkov. In naše zavedanje vsega tega nam da možnost, da se nanje nehamo odzivati tako zelo avtomatično, ampak bolj učinkovito. No, in ravno tukaj pride zraven čuječnost. Čuječnost je način zavedanja našega doživljanja, torej to so naša čustva, misli, telesni občutki in zunanji svet. Pri tem se usmerjamo na to doživljanje in ga probamo zelo nekritično sprejemati, tako da smo radovedni, odprti in ga ne presojamo. Zdaj, na to doživljanje smo pozorni v sedanjem trenutku, tukaj in zdaj. In to zavedanje nam omogoča, da izstopimo malo iz tega ustaljenega načina delovanja in omogoči, da izberemo bolj ustrezen odziv na dogodke. Čuječnost je lahko sposobnost vsakega, izvajamo pa jo s pomočjo različnih tehnik pa metod in nam pomaga pri spopadanju z različnimi psihološkimi težavami. Zdaj, kot je to značilno za vse veščine, tudi tukaj vaja dela mojstra. Na različne dogodke se odzivamo na različne načine, ponavadi gre pa nekako tako. Če nam je dogodek zelo prijeten, si želimo ostati v tistem času. Če nam je dolg čas, se ponavadi malo odklopimo. Če je pa dogodek zelo neprijeten, se ga pa želimo čim prej znebiti, se pobegati iz tega dogodka. Kakšno bi bilo pa bolj čuječe odzivanje na situacije? Predvsem to, da se potrudimo, da smo osredotočeni na dogajanje tukaj in zdaj. Pri tem lahko uporabimo čisto normalne funkcije svojega telesa. Lahko se zavedamo na primer lastne telesne drže, ko hodimo ali pa telovadimo, se zavedamo sprememb, ki se dogajajo v telesu. Zelo uporabno z naslova čuječnosti je tudi naše dihanje. Večinoma ga sploh ne opazimo. Je tukaj, ampak nismo pozorni na njega. Zato je eno od najbolj uporabnih vaj pri čuječnosti to, da postanemo pozorni na svoje dihanje. Samo opazujemo, kako se spreminja, je hitro ali počasno, če se spreminja tudi z našim razpoloženjem, s telesnim gibanjem. Ni nam ga treba spreminjati, samo pozorni smo na njega. Zdaj, ko smo v kakšni težavni situaciji, je fino, da se zavedamo dogajanja v svojem telesu v tistem trenutku in si pustimo, da čutimo to napetost in bolečino. Ne, da bi se jo skušali na vsak način znebiti ali pa jo ignorirati. Zdaj, to ni najlažje, ampak bolj kot to vadimo, boljš nam gre. Pozorni moramo biti tudi na naše misli, ker imajo močan vpliv na to, kako se počutimo in kaj delamo. Potrebno je vedeti predvsem, da niso vedno resnične. V čuječnosti poskušamo na nje gledati kot eni zunanji opazovalci, se pravi, kot bi na primer na kinoplatnu opazovali, kako se menjavajo sličice, ali pa kakor da bi gledali premikajoče oblake na nebu, ali pa listke, ko plujejo po vodi. Zdaj, pri tem, ko opazujemo svoje misli, se trudimo, da smo radovedni, odprti in prijazni, ter jih ne obsojamo. Vaje čuječnosti lahko izvajamo kjerkoli, kadarkoli, predvsem pa naj bi jih izvajali vsak dan. Tako da, kadarkoli se spomnimo, skušamo biti čuječi, to je ob izvajanju čisto vsakdanjih nalog, ne vem, umivanja zob, na primer, ali pa prehranjevanja. Trudimo se, da te naloge, ki so bile do zdaj rutinske, da v bistvu vanje, da smo na nje bolj pozorni. No?
konec pa še navaja čuječnosti, ki rečemo vaja 5 čutov. Lahko jo vadimo v katerikoli situaciji, kjerkoli smo. Edina stvar, ki jo moramo narediti, je to, da opazujemo, kaj se dogaja z našimi 5 čutili. To počnemo brez presojanja, kot znanstvenik, ki opazuje svojo okolico. Najprej opazimo 5 stvari, ki jih okrog sebe vidimo. Potem opazimo 5 stvari, ki jih slišimo. Nato opazimo 5 stvari, ki jih čutimo na koži, v sebi. Opazimo tudi, če obstaja kaj, kar okusimo, in če obstaja kaj, kar vohamo. Vse to delamo brez obsojanja, kot znanstveniki, ki opazujejo okolico.